Lepo pozdravljeni vsi skupaj in tudi vsak posebej v prvi oddaji Flash, s katero dejansko nadaljujem poslanstvo oddaje Aktualno. Torej, kot ste vajeni, v nadaljnjih 30 minutah vam bom predstavila, predočila odmevnejše dogodke tega tedna. V Pliberku je že 621. potekal sejem na Travniku, ki je tudi tokrat privabil več kot 100 000 ljudi od blizu in od daleč. Pa si poglejmo nekaj utrinkov. Skoraj 250 000 osnovnošolcev in dijakov je v ponedeljek, torej 1. septembra, prestopila vrata učenosti. Generacija prvošolčkov pa je nekoliko višja, pravzaprav najvišja v zadnjih 10 letih. No in ta enaka statistika velja tudi za Koroško. Letos so torej v 15 osnovnih šolah na Koroškem zabeležili kar 698 prvošolčkov, kar je približno 14% več kot v lanskem letu. No, sama sem se z ekipo odpravila pred drugo osnovno šolo v Slovenj Gradcu, kjer je kljub slabemu vremenu, torej kljub dežju, bilo kupica nasmejanih obrazov. Pa si poglejmo nekaj utrinkov.
Koroška mladinska iniciativa za tretjo razvojno os je novo izvoljenega mandatarja opozorila na različna dejstva, pravzaprav tudi seznanila, in sicer navajam dobesedno, da projekt tretje razvojne osi za Koroško ne predstavlja zgolj pridobitve nove in sodobne cestne povezave s centrom države, temveč bi spodbudil rast našega gospodarstva, omogočil dnevne migracije mladim in tudi obstanek v domačem kraju, predvsem pa bi z rastjo koroškega gospodarstva zajezil socialno krizo, ki zadnja leta pesti Korošce. Konec navedka. Kako je na to odprto pismo odgovoril torej novo izvoljeni mandatar, kakšni so naslednji koraki te mladinske iniciative, pa seveda sledi v pogovoru z vodjo mladinske iniciative za tretjo razvojno os, torej z gospodom Aljažem Vrhovnikom. Pa mu prisluhnimo. Torej ste vodja mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Sila aktivna, ta iniciativa, vemo, da je torej v dobrem mesecu dni zbrala s peticijo skoraj da 6000 podpisov, ampak najprej me torej zanima, kaj pravzaprav za vas je tretja razvojna os, verjetno več kot le hitra cesta. Ja, tako je, tretja razvojna os, že samo ime pove, kaj je to, gre za razvojno cesto, v prvi meri seveda za infrastrukturni projekt, za neko hitro povezavo s centrom države, potem pa seveda nadaljni koraki, največ bo doprineslo za samo gospodarstvo, namreč po naših podatkih gospodarstvo na liniji tretje razvojne osi stoji zelo dobro in si zasluži to cesto, namreč tudi davkov predvsej vplača v državni proračun in ta cesta bi dala še večje možnosti, da se razvije gospodarstvo in da si tudi Korošci sami pomagamo rešiti situacijo, ki jo imamo z brezposelnostjo. In seveda naslednji korak je, da če se razširi gospodarstvo, je posledično tudi več delovnih mest. Po drugi strani pa tudi dnevna migracija za mlade, da ostajajo v domačem kraju, se vozijo na delo v druga mestna središča in se seveda vračajo nazaj, na takšen način prispevajo k temu, da podmladek ostaja v koroških občinah. Potem turizem in druge priložnosti, skratka ta cesta dejansko je razvojna cesta in je ne vidimo kot tranzitne, seveda deloma kot negativna posledica, pa bi se lahko zgodil tudi tranzitni promet. Dostikrat slišimo vprašanja, ko je govora o hitri cesti, torej konkretno o trasi, če ostaneva pri infrastrukturi. Govorimo o cesti, vsaj vi, ko govorite, od kam do kje? Ja, naša mladinska iniciativa se dejansko ne opredeljuje do točnega trasiranja te hitre ceste, namreč smo mnenja, da bodo o tem odločili pristojni, ki imajo strokovne podlage. Zastopamo pa jasno stališče, da ta tretja razvojna os oziroma hitra cesta v 4-pasovni obliki, se pravi 2 pasa vsako stran, mora priti tako v Mislinjsko kot v Mežiško dolino. Tudi novo izvoljenemu mandatarju ste poslali odprto pismo, kjer pravzaprav izpostavljate tretjo razvojno os kot enega osrednjih projektov. Brala sem vašo pismo, pa me zanima, kakšen je bil odziv. Ja, moramo priznati, da smo malo razočarani nad odzivom novega mandatarja. Razumemo, da je zelo zaposlen v tem času sestavljanjem vlade, vendar bi pričakovali vsaj par direktnih stavkov od njega, neki odgovor, ne samo iz sekretariata njegove stranke. Zaradi tega bomo počakali zdaj, da mandatar sestavi dokončno vlado, da se dokončno konstituira in bomo potem poslali še eno pismo, kjer bomo še podrobneje obrazložili našo situacijo, hkrati pa obvestili tudi pristojna resorna ministrstva o naših aktivnostih. Kot rečeno na začetku s peticijo ste torej v dobrem mesecu dni dobili kar 6000 podpisov. Iskrene čestitke torej ponovno za te podpise, zbrane podpise, a vendarle me zanima torej, kaj je naslednji korak. Imate skoraj da 6000 podpisov, kaj zdaj s temi 6000 podpisi?
Torej, naša inicijativa je razumljena kot tretji širši korak. Namreč prvi so bili koroški župani, ki enotno izražajo stališče, da se zavzemajo za to, da tretja razvojna os pride na Koroško, drugi korak je bila GZS za Koroško in tretji korak razumemo kot naša inicijativa. Seveda je tukaj še podpora Razvojne regionalne agencije za Koroško, ki sodeluje z svetom koroških občin. In mi smo želeli z našo inicijativo preizkusiti, ali na Koroškem najdemo neko širšo podporo, da se ljudje sploh strinjajo s tem, da ta projekt tretje razvojne osi pride. In smo jim dali na možnost, da na nek enostaven način preko spleta, potem smo dali na možnost še v pisni obliki na raznih lokacijah se odločijo, ali to podpirajo. Zadali smo si minimalno mejo 5000 podpisov, podlago za to smo imeli v Ustavi Republike Slovenije, kjer je pač potrebno zbrati 5000 podpisov za zakonodajno ljudsko inicijativo v Republiki Sloveniji in moram priznati, da smo v slabem mesecu dni 5000 podpisov presegli, kar nas je tudi zelo presenetilo. In to nam daje tudi neko legitimnost, da z našimi aktivnostmi nadaljujemo. V vmesnem času je seveda nas kontaktiralo precej ljudi, tako posameznikov kot tudi gospodarskih družb. Mi smo navezali aktivne stike z vsemi župani na Koroškem, z Razvojno regionalno agencijo, z GZS za Koroško in pa zdajle v prihodnjem tednu vzpostavljamo stike tudi z gospodarsko zbornico Savinjsko-Šaleške doline in pa z upravo Gorenja, kjer želimo pravzaprav vključiti še aktivne posamezne gospodarske družbe tudi na Koroškem, da bomo zbrali podatke, kaj za njih predstavlja ta cesta. Namreč letno samo iz podjetja Metal Ravne gre več kot 5000 tovornjakov in se to zelo obremenjuje naše ceste in želimo si čim več takšnih podatkov zbrati, da bomo lahko predstavili pristojnim v Ljubljani, da so to resne težave in da dejansko brez te ceste se nam zavira razvoj, okolje trpi in tako naprej. Seveda si pa želimo s pomočjo naših 3 koroških poslancev, predvsem 2, gospoda Škodnika in pa gospoda Ranca, ki prihajata iz največje koalicijske stranke, da bodo pomagali nam najprej vzpostaviti stik z predsednikom vlade, gospodom Cerarjem, potem pa, da se bo naša inicijativa v neki širši koroški delegaciji, kjer načrtujemo, da bi bili tudi župani, ki delujejo v tej skupini za tretjo razvojno os, predstavniki gospodarske zbornice, da se bi dobili na delovnem srečanju in dobili jasne odgovore okoli tega, kdaj se bo kaj premaknilo. Namreč za nas je prvi jasen korak, da se bo res nekaj premaknilo naprej to, da se realizira točka 5 peticije, to je obnova aktualnih državnih cest, ki je tudi ena izmed zahtev peticije, poleg 8 točk, ki jih vsebuje naša peticija. In to bo en prvi resen korak, ki se lahko začne dogajati že jutri ali pa v začetku prihodnjega leta. Je realno izvedljiv. Zavedamo se, da tretja razvojna os čez noč se ne more realizirati, kljub temu, da se že 20 let pripravlja ta projekt in da je bilo že 8 milijonov evrov porabljenih iz državnega proračuna za to cesto, pa še v naravi ni bil storjen niti en korak. Zato pričakujemo tudi jasne odgovore, če država ugotavlja, da v proračunu nima denarja za to cesto, s čimer se mi ne strinjamo, ker obstaja tudi zadolževanje, tako kot so storili za banke, pa vemo, da ta rešitev ni bila uspešna, da so pomagali bankom, bi se lahko za bistveno manjši denar zadolžili za to cesto in verjamem, da bi se to proračun vsaj dvakratno povrnilo z nadaljnjim razvojem. Če upoštevamo to, da se bi potem zaposlili več ljudi, manj bi bilo socialnih transferjev in tako naprej. In dobro, če bo država nekako dokazala nam, da ne zmore, z proračuna pričakujemo jasni odgovor, zakaj se ne opredeli za javno-zasebno partnerstvo. To pa je realen način izvedbe tega projekta in javno-zasebni partnerji po nekih neuradnih informacijah bi bili pripravljeni narediti to cesto. In potem, ko bomo dobili te odgovore, se bomo tudi odločili, kakšne aktivnosti bi izpeljali naprej. Mi bi si želeli, da bi se ta inicijativa ali mogoče več manjših združila eno večjo na področju celotne tretje razvojne osi, se pravi vse tja do Bele krajine, kajti tam si tudi zelo želijo to cesto. In širša bi bila ta inicijativa, več bi imela podpore, bolj bi se pojavljali, bolj bi pritiskali na center države, več bi lahko dosegli. Zadnjih 20 let pravzaprav od pristojnih slišimo pravzaprav komentarje oziroma izgovore, da tretje razvojne osi ni predvsem in zgolj zato, ker župani med seboj niso enotni, torej če govoriva konkretno o trasi. Kako daleč je vaša inicijativa, recimo kar se tiče razmišljanja pri trasi, ste poenotili župane?
Ja, naši koroški župani so že na uvodnem srečanju, ko smo mi takrat 18. julija uradno na Ravnah na Koroškem predstavili našo inicijativo, jih je bila večina prisotnih. Bili so tudi vsi ti, po katerih občinah bi trasa naj potekala, in tam so jasno in glasno povedali, da so oni enotni glede podpore te cesti in da je Svet Koroške regije vedno enotno sprejemal te sklepe in da problemov ni. In seveda mi smo bili na takšen način zadovoljni, da so župani izkazali enotno podporo. Seveda ta trasa, kjerkoli že bo povzročila nekaj posegov v okolje. Mi razumemo, da trasa ne more iti skozi zelo poseljena območja, ker bi to dejansko povzročilo več škode, kot pa koristi lahko v tistem kraju. Vendar pa obstajajo neke realne možnosti na področjih na Koroškem, da cesta realno lahko pride preko Mislinjske do Mežiške doline. In seveda ljudje na tistih območjih bodo pač morali tudi sprejeti, da se takšni razvojni projekti potrebni in je treba tem zagotoviti primerne odškodnine, da bodo zadovoljni našli svoje bivališče na nekem drugem območju in da bomo na koncu vsi zadovoljni za to cesto. Zdaj, glede tega, kje točno ta cesta bo, pa lahko rečemo samo to, da je, kar se tiče strani države, ki je pristojna za to načrtovanje do Slovenj Gradca, že potrjen državni prostorski načrt, tako da glede umeščanja trase je tam zadeva že zaključena in je potrebno samo realizirati. Ostaja pa še vprašanje, kako trasirati naprej do Mežiške doline. Tako da to pa verjamem, da bodo pristojni na Darsu, ki so pristojni za to trasiranje ceste, pač končno že enkrat dosegli konsens tudi tako s krajani kot z občinami, kot tudi z njihove strani. Glede na to, da od mandatarja še niste prejeli nikakršnega odgovora, me torej vas sprašujem pravzaprav malo po špekulaciji, kakšen pravzaprav odziv oziroma mnenje glede konkretno tretje razvojne osi pravzaprav pričakujete od gospoda Cerarja. Imate občutek, da bo torej projektu naklonjen ali morda, da bo ponovno naletel na torej gluha ušesa kot vse do sedaj? Ja, vprašanje kakšen bo odgovor mandatarja, pravzaprav ne vemo, koliko gospod Cerar sploh pozna to problematiko tretje razvojne osi ali je kdaj se z njim seznanil. Verjamem, da bomo sedaj njegove strokovne službe to predstavile. Se mi pa zdi zelo dobro, da je poslanec gospod Ranc, član odbora za infrastrukturo, kjer dejansko pristojna za takšne odločitve, in verjamem, da bo on kot tudi tisti, ki živi med nami, znal predstaviti to problematiko. Mi seveda pričakujemo, da bomo resno obravnavani pri predsedniku vlade. Mi smo do sedaj želeli delovati in tako želimo tudi v prihodnje zelo konstruktivno. Nismo izvajali nekih provokacij nepotrebnih in na takšen način želimo kazati neko resnost, da želimo si to cesto, da želimo ostati kot resen partner in da pač naj vlada vidi, da je to res treba storiti nekaj naprej, naj stori nek korak. Tako sem prej rekel, najprej državne ceste, potem pa v nekem krajšem doglednem času, mi imamo tam zapisano leto 2016, da se zasadi prva lopata v tem primeru. To, glede na to, da so projekti do Slovenj Gradca že narejeni, da se v tem času naprej lahko nadaljujejo, bi na tistem območju se že lahko gradila ta cesta. Tako da upamo, da bomo razumljeni resno, kaj pa se bo zgodilo, bomo pa seveda videli takrat, če bomo sprejeti pri novemu predsedniku vlade. No, od mladinske iniciative pa k mladinskim kreativcem, ki so pravzaprav zaradi težnje po kreativnosti ustanovili novo kulturno društvo z imenom MET. Kaj to društvo predstavlja, s čim se bodo dejansko ukvarjali, pa v nadaljevanju s predsednico, gospodično Nežo Oder. Torej, meni se zdi, da ideja izhaja iz tega, da trenutno živimo v enem svetu, torej mladi doživljamo svet, kot ga nobena generacija pred nami ni. In v tem svetu, kjer se čuti kriza, torej gospodarska, finančna kriza, identitete in podobno, se mi zdi, da smo mladi deležni z ene strani ogromnega pritiska po nekih uspehih od prejšnje generacije, od javnih ustanov in podobno. Po drugi strani pa smo deležni nekega zavračanja oziroma neupoštevanja strani vsega, kar nas obdaja, tudi okolja. In torej, ne vem, med težnjo po nekih uspehih in med tem, da rabimo ogromno, da jih dosežemo, se mi zdi, da smo mladi formirali eno super društvo, ki bo delovalo skozi projekte in ustvarilo eno miselnost,
da podira stereotipe. Torej, mladi nismo leni, nismo nezavedni, nismo neumni, znamo nekaj narediti in se mi zdi, da smo sposobni dosti več, ko pa kažemo. Kaj je torej tisto, s čimer se bo vaše kulturno društvo ukvarjalo, seveda generalno rečeno, torej alternativa, kultura mladih, a vendarle verjamem, da imate torej neke zametke, neke načrte pravzaprav pri samem delovanju društva? V prvi vrsti bomo najprej vzeli pod okrilje dosti lokalnih glasbenikov, slikarjev, kulturnikov, alternativcev, ki na nek način še niso prepoznavni, še niso javno se razkrili. Radi bi pa spodbujali torej čim več mladih za čim več samostojnih projektov, da se dela čim več. V začetku pa bomo pod okvirom Socialne akademije sodelovali oziroma poskušali sodelovati pri potopisnem festivalu novembra. To imamo zaenkrat v načrtu, za nadaljne bomo pa videli, odvisno, kdo se nam pridruži. Vam ne bomo predstavili neke Afrike kot sončne dežele, kjer se sprehajajo sloni, pa žirafe, pa vsi ti plešejo, pa vsi se ti smejijo, pa vsi so skozi noro prijazni do tebe. Tek ni. Pač, tek je tako tu. Po resnici povedano, bila sem ful šokirana. Zaradi tega, ker pač po slikah sodeč in po vseh videih, ki sem jih jaz kadarkoli videla in po vseh filmih, sem mislila, da mi bo vse kar naenkrat dišalo in da pač bom doživela neko dovoljno razsvetljenje. Ne, pač bil je šok. Tudi pač, ko greš na drugo stran sveta, pa iščeš oziroma pričakuješ, da boš doživel same lepe stvari, to se ne zgodi. Ampak glih to je tisto, kar ti dejansko da misliti kasneje, da si lahko dom ustvariš kjerkoli. Glede na to, da so pred vrati lokalne volitve, je prenekateri svetnik včerajšnjo 35. sejo občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec izkoristil za pozdravčke in čestitke, oziroma, če mi dovolite malo spotakljivosti, tudi za nabiranje novih volilnih glasov. Sicer pa smo bili na seji seznanjeni z delom nadzornega odbora, ki javne zavode poziva, da naj racionalizirajo porabo pisarniškega materiala ter pravzaprav še pomembnejše, sprotno skrbijo za neporavnane zapadle obveznosti. No, pri čemer smo pravzaprav naleteli tudi na manjši zaplet, torej nadzorni odbor je ugotovil neporavnano situacijo še iz leta 2007 in sicer za založbo Kolar, kar pa gospod Kolar razume kot politično gonjo. V nadaljevanju so svetniki podprli odločitev Komisije za podelitev občinskih priznanj in sicer, da se plakete Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2014 podeli Ivanu Vranjeku, Mojci Zdovc in Vladimirju Zupančiču. No, nagrado Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2014 se podeli Janezu Lavretu, torej doktorju medicine. Naziv častni občan Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2014 pa bo prejel Franc Šegovc. No, pa da ne pozabim še na pobudo, ki je prišla prav tako iz strani komisije, in sicer iz Komisije za podelitev občinskih priznanj. Menijo, navajam, da je potrebno resno razmisliti o časovni komponenti glede naziva častni občan. Konec navedka. Torej, v kakšnem časovnem obdobju pa bo se torej v bodoče podeljeval naziv častni občan, torej ali govorimo za obdobje 4, 5 ali morda celo več let, pa seveda že v prihodnji oddaji. Tik preden smo morali novinarji zapustiti sejo, svetniki so namreč v nadaljevanju za zaprtimi vrati obravnavali premoženjsko-pravne zadeve. Je župan Mestne občine Slovenj Gradec, torej gospod Andrej Čas, podal uradno izjavo, katera se je nanašala na anonimno pismo, v katerem ga anonimneži, kakopak, torej bremenijo določenih kaznivih dejanj. No, na tem mestu lahko povem, da sem ravno včeraj govorila z policijsko upravo v Celju, kjer so mi dejansko zatrdili, da kriminalisti v tem trenutku dejansko preverjajo, ali obstaja sum kaznivega dejanja. No, zdaj v tem trenutku pa torej besedo predajam županu Mestne občine Slovenj Gradec, gospodu Andreju Času. Torej, v anonimki neznanci očitajo meni, da sem pri nekaterih postopkih, gre za prodajo lokalov, gre za postopek podelitve koncesije za gradnjo kotlovnice za osnovno šolo Šmartno in vrtec Šmartno in gre za
podelitev koncesije za gradnjo vrtca v Šmartno, da sem torej pri teh odločanjih, v katerih ste vi odločali, prikrival dejstva. Na koncu teh navedb je tudi navedba, da je zaradi teh nepravilnosti odstopil direktor občinske uprave. Ta anonimka je bila napisana 10.8., direktor je odstopil 18.8. Potem sem vprašal direktorja, kako torej, meni je rekel, da odstopa iz osebnih razlogov, ki sem jih sprejel. Vse skozi smo delala lepo, sodelovala korektno, je bilo najno sodelovanje in seveda mi je zatrdil, da to nikakor ni res, torej, da je ta navedba ni njegova, da je torej izmišljena. V zvezi z ostalimi pa podajam naslednjo izjavo. Vse odločitve, v katerih sem odločil kot župan, kot tudi odločitve, v katerih je odločil mestni svet, so bile pripravljene v strokovnih službah uprave mestne občine. V gradiva so bili vključeni vsi podatki, ki so jih pripravile strokovne službe, ki jim nikoli nisem odredil, da kakršenkoli podatek, pomemben za vašo odločitev, ne vključijo v gradivo. V pravilnost in korektnost delovanja strokovnih služb, vključno z delom direktorja mestne občine, nikoli nisem podvomil. Zato, ker so bile vse odločitve sprejete na podlagi gradiv strokovnih služb, sem po prijetem novinarskem vprašanju glede navedb v anonimnem pismu odredil notranji nadzor, da bi se ugotovilo, a je bila pri pripravi gradiv pri sprejemanju odločitev upoštevana vsa pozitivna zakonodaja. Notranji nadzor je bil upravljen danes. Na podlagi prijetih poročil sem dobil zagotovila, da pri našem delu ni bilo očitanih nepravilnosti. V tem trenutku menim, da odreditev zunanje revizije niti ni smiselna, niti finančno upravičena. Saj bodo v okviru svojih pristojnosti poslovanje mestne občine lahko preverili naslovniki anonimnega pisma. Pred dnevi je z funkcije direktor občinske uprave mestne občine Slovenj Gradec odstopil Darko Zakmajster, zato mu predajam besedo. Ja, moram reči, da je bilo to izključno iz osebnih razlogov, ne glede na ugibanja, ki se bi morda lahko pojavljala v javnosti, glede razlogov, za kateri se to naredilo, šlo je za razloge osebne narave. Kako občina funkcionira v tem trenutku? Torej ima koga, ste morda seznanjeni ali vendarle morda še upravljate neke tekoče posle? Župan je imenoval vršilko dolžnosti direktorja občinske uprave, to je gospa magistra Alenka Primožič, tako da delo poteka nemoteno. Jaz pa sem se vrnil na moje staro delovno mesto, torej sem znova vodja oddelka za proračun in finance. No in s tem tudi zaključujem današnjo prvo oddajo Flash, ter vas seveda vabim, da ostanete v naši družbi. Do prihodnjič le še srečno!